Lepo pozdravljeni na spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja. Danes imamo že zadnji pogovor. Wow, hitro je šlo. Kot mogoče zdaj že veste, jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN. In danes je z mano Irinej Papoga. Lepo pozdravljen. Živjo. Živjo. Torej, midva bova govorila danes o 9. cilju trajnostnega razvoja, ki nam je še ostal. Industrija, inovacije in infrastruktura. Preden pa začneva o Irinejevih izkušnjah in delu, bom pa nekaj kratkega povedala o ciljih trajnostnega razvoja za tiste, ki ste mogoče danes prvič z nami. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni iz 17 ciljev za razvoj, h katerim so se zavezale države članice Združenih narodov, med njimi je seveda tudi Slovenija. In njihov vsebinski namen je v tem, da se omogoči trenutni generaciji, da na našem planetu lahko zadovoljuje svoje potrebe, brez da bi se ogrožala ta enaka možnost za prihodnje generacije, torej trajnostni razvoj. Zastavljeni so bili leta 2015 in naj bi se uresničili do leta 2030, torej imamo samo še 10 let, cilji so kar ambiciozni in zato tudi preko teh pogovorov poskušamo ugotoviti, kako nam gre. In kaj se v Sloveniji dela na teh področjih, kaj mladi delajo na teh področjih. Najin pogovor bo trajal kot ponavadi od 30 do 45 minut, odvisno, koliko bo imela za reči. Pa tudi ste vabljeni, da vprašate ali pa komentirate pod to objavo. Če boste to storili v živo, bova tudi odgovorila v živo, jaz bom vmes gledala komentarje, tako da lepo vabljeni. No, to je vse za uvod, zdaj pa lahko greva počasi na vsebino. Torej, z mano je Irinej, pogovarjala se bova o industriji, inovacijah in infrastrukturi. Aktiven si v Zavodu 404, ampak veliko več najbrž, tako da ti bom kar prepustila, da se ti sam malo bolj celovito predstaviš. Okej. Ja, jaz sem zdaj absolvent študija biomedicinske tehnike na Fakulteti za elektrotehniko, tule v Ljubljani. Za dodiplomski študij sem se ukvarjal tako z elektroenergetiko, so me zanimali bolj alternativni viri energije. Pol sem pa ciljal nekako, da si malo razširim obzorja, še biomedicinska tehnika me je potegnila kot zanimiva smer. Ja, na Zavodu 404 sem se pa pol nekako našel tekom študija, no. V bistvu pa v prostem času, mislim, tako, mi je pa tudi cool se gibati, no, pa z borilnimi veščinami se ukvarjam, tako, imam rad raznoliko paleto aktivnosti. Super, ja, to je najbrž edino zdravo, da se malo še od študija To edino funkcionira, ja. Katere, a si rekel borilne veščine? Ja, ja. Kaj pa treniraš? Tai Chi Chuan je v bistvu kitajska borilna veščina, ki se nekako ne uporablja, proba uporabljati čim manj moči, pa nekako čim več tehnike, no. Tehnika je očitno nek moto mojega življenja, no. Ne z mišicami, ampak s tehniko. Je tako jaz rad funkcioniram, no, nekako. Zanimivo, torej dejanska povezava s tvojim. Ja, ampak mislim, tukaj mi je bilo predvsem zanimivo, no, ker je dosti takih analogij z življenjem, no, tisto, kar ti ponavadi na treningu nagaja, ne, ali nekje nisi odločen ali kaj takega, ne, pol tudi pogruntaš, da v življenju pri nekih odločitvah tudi nekaj bremza, no, tako da mi je tak način samospoznavanja, no, ki mi je všeč. Super. No, malo si že omenil o tem, kako si začel biti aktiven na tem področju, bi nam lahko malo več povedal, kako si se pač odločil, kako te je to začelo zanimati, kaj si potem naredil, da si postal aktiven? V bistvu tudi nekako vse se nekako skupaj zloži kot en mozaik, no. Tako, pri borilnih veščinah sem imel že nekaj stika z otroci, ker sem v srednji šoli učil pionirske skupine. In potem tekom študija sem začel malo predavati, no, nekaj na splošno tako o elektrotehniki. Moja sošolka je pa bila že na Zavodu 404 aktivna, no, in me je malo začelo zanimati, ko sem poslušal, kva dogaja tam, no. Tako da, tako sem nekako en poletje se odločil, ko so iskali nove mentorje, da se prijavim.
pa sem prišel tja, so me malo uvedli in zdaj sem kleno. A nam lahko malo več poveš o Zavodu 404 za tiste, ki še nismo slišali za njega? Kakšna je vaša vizija? Ja, to je v bistvu mladinski tehnološki center. Tako ukvarjamo se z zelo širokim spektrom področij, no, ponavadi gre za kakšno delo z industrijo, lahko poskušamo kaj novega pogruntati, no, je tako bolj razvojno delo. Je pa hkrati mišljeno tudi kot delo z mladimi. Nekako moto Zavoda 404 je, da ustvarjamo se pravi ustvarjalce, ne pa samo uporabnike tehnologije. Tako da v bistvu v tem motu sem se jaz dosti našel, no, da v bistvu mi ni všeč, če bi na koncu vsi bili samo uporabniki Facebooka, ampak da če ne drugega, vsaj razumemo, kako Facebook in ostale spletne platforme delujejo, no, da tako, na ta način smo mladi malo bolj opolnomočeni, ker drugače lahko samo klikaš pa scrollaš po zaslonu. Veliko manjši spekter aktivnosti je tukaj, no. Je pa tako, no, Zavodu 404 sem se tudi pridružil prav zaradi tega, ker sem hotel tekom študija skozi izobraževanje svoje veščine nekako nadgraditi. No. Sem pogruntil, da polk enemu nekaj probaš razložiti, da še sam ugotoviš, da nisi dobro razumel, no. In tako sem nekako 2-krat šel čez svojo izobrazbo, no. Tako, za ziher, no, sem šel še tako. Ja, to se popolnoma strinjam. Sem že večkrat v taki situaciji, ko moraš dejansko razložiti, potem ugotoviš, koliko da ti orenk ni jasen, ne. Zanimivo, ja. Torej, vi delate veliko z mladimi na različnih nivojih, kakor sem videla, od vrtcev tja do diplomantov, srednjih šol študentov. A nam lahko mogoče razložiš malo to delovanje s toliko različnimi starostnimi skupinami, pa kakšen je cilj tog razpršenega delovanja? Se pravi, cilj je, da pač čim prej tekom šolanja probamo otroke seznaniti s tehniko, da jim ni to nekaj tujega in da se s tem srečajo šele v srednji šoli, ko se, ne vem, pri kakšni informatiki učijo, no. Mislim, tudi v osnovni, no, ampak da jih probamo malo bolj praktično seznaniti z samo znanostjo in tehniko. To začnemo že v vrtcih, no, potem v vrtcih v bistvu imamo, tam je najmanjši razpon naših dejavnosti, no, tam je predvsem tako, da probajo malo videti, kako poteka delo s tehniko, kakšen način razmišljanja bi tukaj rabili. Za osnovne šole imamo potem nekako izvajamo tehniške dneve, pa neke sobotne delavnice za tiste najbolj zagrete, imamo pa tudi individualne programe, se pravi, če je kakšen otrok, ki bi se rad dodatno izobraževal iz tehnike, lahko k nam pride, pa dobi nekega mentorja in pol z njim dela na nekem svojem projektu, karkoli. Ta mentor ga v bistvu vodi, no. Potem imamo pa pri osnovnih šolah še celoletne programe, kjer so pa pač otroci, ki se odločijo, da bi se recimo bolj radi nekaj splošnega naučili o tehniki, pa bili redni pri tem. Tukaj pa pač tudi je skupina mentorjev, ki organizira delavnice in se otroci dobivajo tedensko, no. Zdaj prideta še srednje šole pa fakulteta, no, tukaj se pa vidi, da so že malo bolj samostojni, ne. Pri fakulteti je dejansko najbolj zanimiv, da lahko to nekako povežemo z nekimi razvojnimi projekti, ki imajo lahko tudi financiranje, recimo, ne. Srednje šole so pa eno tako področje, kjer so v bistvu srednješolci imajo ogromno stvari, se dogaja, ne. To so tudi tista najbolj živahna najstniška leta, no, tako da tule je 404 en del tega njihovega konglomerata v življenju, no, bi rekel. Ampak ja, širok razpon prav zato, da spremljamo otroke tekom njihovega šolanja, odraščanja, da imajo priložnost se spoznati s tehniko na čim bolj celovit način, no. Ja, to je to nekako. A bi nam lahko dal mogoče en primer, recimo za osnovno šolo, s čim se spoznajo? Samo toliko, da malo razumemo, kaj dejansko. V bistvu zdaj področja so zelo različna, no, ene otroke bolj zanima programiranje, mi na splošno smo nekje v sferah elektrotehnike, strojništva, programiranja,
farmacija recimo. Lahko je tudi probamo tako malo umetniško narediti, no, da lahko vse združijo, ne, se pravi, neko vezje naredimo, neko ohišje, lahko otroci naredijo, neke lučke svetijo, to, kar je otrokom najbolj fascinantno, ne. Sem že slišal, da tudi kakšne študente elektrotehnike so te lučke pritegnile pol na študij, no. Ampak, ja, to je recimo en primer, kjer si otroci lahko naredijo recimo na sobotni neko vezje in potem lučko, ki se prižge, in to vezje potem damo, da si tako kot broško lahko nosijo. Svetleča broška recimo. Tako, to je en primer, no, ampak tukaj je toliko takih različnih področij, da bi lahko govoril kar nekaj cajta o tem. Ja, ne, zato sem te vprašala, ker se spomnim, da smo imeli v osnovni šoli nek predmet, nek tehnika, ne vem kaj. Tehnika, ja. Ne vem, kako se to povezuje, pa koliko v bistvu dodatnih vsebin, mislim, zveni kot veliko, ne, vi prispevate. Ja, pri tehniki, no, tako iz moje izkušnje, bi rekel, da mi je vedno manjkalo, da smo vsi isto delali, ne. Pač tisti, ki je sosed delal, si že vedel, kva bo, ker ti si isto delal, ne. Tukaj je zanimivo predvsem to, da prideš in je skupina mulcev in vsak nekaj svojega po mizi tam na mizi dela, ne. In ja, tudi mene včasih presenetno, kaj se spravijo narediti, no. Tako da to, za razliko od tehnike, mi je všeč, da je malo bolj prost pristop. Kogar zanima, se lahko spravi delati, kogar pa ne, bo pa neke samo osnovne stvari naredil, no. Tako, vedno mora biti prostor za izboljšavo, no. Katera od teh skupin, pa najbrž ti sicer ne delaš z vsemi, ne vem, ampak katera misliš, da je najbolj dovzetna za to področje pač, ali pa za učenje tega področja pri tej starosti? Se pravi, od vseh teh, ki sem jih naštel, bi rekel, mislim tako, vsaka ima svoje specifike, ne bi mogel tako črno-belo povedati, ne. Pri vsaki moraš ubrati malo drugačen pristop, recimo pri vrtcih si ne moreš privoščiti, da bi boš stal pred računalnik, zdaj pa vi tipkajte pa sprogramirajte robota, ne, ampak tam jim damo enega robotka, kjer oni ga probajo z nekimi puščicami na plošči usmerjati, recimo, ne, to tako fizično programiranje, bom rekel, no. Ampak rekel bi, da mogoče osnovne šole, recimo, če primerjam s srednjimi šolami, se vidi, da so otroci mogoče bolj zagnani, jih malo bolj zanima, ne. Glavni razlog je predvsem to, da srednješolcem toliko dogaja, ne. Medtem ko osnovnošolcev je pa ful žur, da tam vidi, kaj smo zdaj naredili, ko smo nekaj sprogramirali, pa recimo nekaj iz nule sestavili, pa da je iz železa pa lesa, pa tako. Mogoče to. Je pa res, da pri vsaki skupini, pri osnovnošolcih še najbolj, no, se vidi, da so tisti, ki so se sami spravili k temu, jih res zanima, in pri njih je napredek tako težko sledi preostala skupina, no. So pa nekateri, ki jih pa starši tudi prijavijo na dejavnosti, ne, kakor hoče to delati, ne, in to se takoj pozna, da otroka ne zanima, no, tako. Ampak tukaj ga pustimo, ker nismo šola, ne. Ne rabi petke na koncu dobiti, pa dvojke, tako da nismo vsaj s tem obremenjeni, no. Super, pa nekako vsaki skupini na drugačen način. Dejansko je pri vsaki drugačno, tako sem razmišljal, ampak bi zelo težko primerjal kaj, no. Ja. To ima smisel. No, kaj pa tvoji projekti? Kateri so tvoji glavni projekti, zdaj mogoče tudi v okviru zavoda, ki jih lahko deliš z nami, da malo bolj plastično razumemo, o čem se Samo te, ki jih lahko. Ne, malo se hecam. Okej, v glavnem, jaz, kar se tiče mojih projektov, meni je Zavod 404 tukaj zelo všeč, ker imam na voljo recimo delavnico, pa delam trenutno svojo magistrsko nalogo iz tega. V bistvu delam nalogo iz zdravljenja ščitnice z elektrostimulacijo, bom rekel, oziroma neko hipotezo testiram, če je to možno, recimo, ne. In tukaj mi je delavnica, ki jo Zavod 404 ponuja, bila res zelo uporabna, predvsem zato, ker ti prideš v prostor in če nekaj ne veš, ne, recimo kaj strojniškega, kar me je matralo, je pri naslednji mizi že strojnik in ga lahko vprašaš, pa je on že s tem delal. In isto on mene lahko vpraša, če je kaj bolj elektrotehniškega pa programerskega, kar ni jasno, ne.
tako da trenutno največ se z magistrsko nalogo ukvarjam, no. Sem pa v lanskem letu sodeloval pri celoletnem programu za osnovne šole. To je bilo programiranje, smo se učili, se pravi, da se seznanijo s tem, kako recimo spletne strani delujejo, pa kako delujejo neke osnove tega algoritmičnega razmišljanja, da razumejo recimo, kako programi delujejo, no. To mi je bilo v bistvu kar zelo zanimiva izkušnja in jo bom še nadaljeval, tako da letos tudi. Je bila pa druga še, v bistvu nek projekt, kjer smo z srednješolci hoteli smo narediti vmesnik med možgani in računalnikom. Se pravi, da bi recimo dal neko čelado na glavo in ti ta čelada meri možganske valove, potem pa bi odpirali pa zapirali robotsko roko, a ne. In tukaj, mogoče to prej nisem pri srednjih šolah omenil, je zelo zanimiv, ker so tudi otroci, ki pridejo sem, so zainteresirani, dijaki, ne. Je pa pol ta razkol nekako med idejo, ki je to wow, ne, hudo, z mislimi bomo kontrolirali robotsko roko, in samo realizacijo, kjer je pa, to je pa tema recimo za fakultetni nivo, ne. Pol, ki jih udara realnost, se čuti, da morala pade in si bolj zadolžen za to, da jim držiš glave po koncu, pa da nekako čez celo leto pridemo skozi. Ampak ja, to so nekako ta glavna področja delovanja tukaj. Zelo zanimiva pa različna. Veš, kaj me zanima, a je tudi interes med puncami za te delavnice, samo zato, ker pač delam na teh področjih ciljev trajnostnega razvoja in velikokrat na teh področjih ni neke uravnoteženosti med spoloma. Ja. Tako bom rekel, no, tukaj se Zavod 404 tudi trudi, da bi čim več tudi punc se vključilo v delo s tehnologijo, seveda tiste, ki to zanima, ne. In organiziramo tudi neke sobotne delavnice, ki so bolj narejene tudi ustvarjalno, recimo punce, samo punce pridejo, ne, in probajo nekako neko lučko narediti, pa da še lepo izgleda, no, da ni mi fantje samo luknjo zvrtamo, pa luč čez damo, pa svet, ne, tako se prej zadovoljimo, no. Ampak ja, je kar nekaj punc je, no. Seveda pa bistveno manj kot fantov, no. Ampak tako bom rekel, no, v tehnologiji se mi zdi, da se to že malo spreminja, no. Tudi elektrofakulteta, iz kjer prihajam, ne, danes imaš v bistvu tudi neke ženske populacije, tako tudi ženski WC na vidnem mestu, ni nekje skrit, ne. Tako da to je tudi meni všeč, da se spreminja, pa da se stvari nekako uravnotežujejo. Super, no, to je dobro slišati glede WC-ja. Ja, mislim, oboji lahko prinesemo kaj pozitivnega, no, moški in ženske, tako da tule je to kar v redu, da je ravnotežje. Pa veš, kaj me je še zanimalo, o magistrski, ki si govoril. A si potem kaj ugotovil, da se lahko zdravi tisti, ki si testiral, ali kakšni so, a si že delaš? Ja, kar se tiče zdravljenja, sem imel veliko premajhno skupino, da bi lahko nekaj zaključil zares, no. Definitivno so bili vplivi te elektrostimulacije. Delal sem tako, da sem elektrode, ki sem jih naredil na 404, sem tukaj apliciral na zadnji del vratu, malo si moraš predstavljati, in potem sem meril, če recimo se kaj zgodilo z žilami v vratu, se pravi z prekrvitvijo ščitnice, no. In pri nekaterih se je to poznalo, pri drugih ne, no. Tako da zdaj v bistvu se najbolj ubadam s tem, kako osmisliti rezultate, no, kaj se je zdaj zgodilo, no, ampak definitivno so bili efekti, poleg tega tudi placebo efekt, no, ki sem ga zmeril, ne, to je bilo najbolj zanimivo. Da sem jaz kakor prižgal stimulator, pa nič se ni dogajalo, ampak človeku se je nekaj tako v telesu dogajalo. Tako da ja, predvsem zaradi placeba je tule kar težko kaj ovrednotiti, no. Tako da zdaj me par mesecev še čaka, da to spravim skupaj v neko zaključeno celoto, pa bom takrat kaj več znal. Boš pa poročal. Tako. No, super. Zelo zanimive aktivnosti. Kako je pa ta korona kriza vplivala na tvoje delo, na delo zavoda in pa tudi mogoče, če si bil kaj v stiku tudi na te populacije, s katerimi delate vi?
v glavnem med korono krizo, takoj na začetku, ko se je recimo začela karantena, so stvari na zavodu 404 malo potihnile, no, ker smo zdaj gledali, kako se bomo zdaj organizirali. No. Kakšni smo še vedno kdaj šli, ampak to je bilo seveda v zelo omejenem obsegu, ne, pa pazili smo na osebno distanco. Tako se mi zdi, da smo dosti resno vzeli zadevo in nekako ti najbolj aktivni člani so se zelo hitro spravili delati vizirje, maske smo probali printati, no, nekako smo probali skupnost povezati, da tudi doma probajo naprintati maske, ne, katerih modeli so bili objavljeni na spletu. Delali smo tudi neka držala za maske, da nas maske ne žulijo skozi za ušesa, ne, kar se mi zdi dosti luštna zadeva. No. Tako, če rabiš masko nositi po 8 ur v trgovini, ali kjerkoli, ne, če delaš, je to kar neprijetno, si predstavljam. No. Zdaj bil je tudi nek projekt Respirator Diham, no, ki je bil projekt med večjimi podjetji, ampak tukaj jaz nisem sodeloval. Je pa tako, da smo se dosti kmalu odločili, da bomo izvajali preko interneta, no, se pravi vse nadaljavo. Tudi otroci so bili pripravljeni tukaj sodelovati. Recimo pri celoletnem programu, kjer sem jaz sodeloval, smo zelo hitro zaštartali, smo se dobivali preko Google Meeta, neke videokonference, ne. In je bilo kar zanimivo. Otrokom je bilo zelo luštno, ker so lahko zraven jedli špagete, pa do roka, do zadnje minute so lahko igrice igrali doma, ne. Tako, na koncu, ko smo jih vprašali, kaj jim je bilo boljše, bi vsi ostali doma skoraj, no. Tako, mislim, da je eden rekel, da ne bi, ne. Ampak seveda, to je pri programiranju možno narediti, ne. Drugje to ni tako lahko izvesti. Je pa tako, da ta korona kriza je rodila tudi pol to idejo, da bomo zdaj probali izvajati ta celoletni program v 2 izvedbah. En bo za, se pravi, prebivalce okolice Ljubljane, ki lahko pridejo k nam v prostore, no, in se tukaj učimo v živo programirati. Za tiste iz ostalih področij Slovenije imamo pa narejen zdaj tudi online program, ki bo potekal nekako podobno, kot je potekal ta program med karanteno. No. Tako da ne morem reči, da korona kriza ni bila koristna. No. Da, za ene načine je ziher bila. Ja, to je zanimivo, kako v bistvu zdaj na en način določene stvari, storitve postajajo bolj dostopne ravno zaradi tega. Tako da upam, da se boste bolj razširili tudi na podeželju. To bi bilo najbrž. Ja. Sicer ne vem, kakšne so statistike, ampak sklepam, da je najbrž pač manj takih možnosti v manjših krajih za take krožke in dodatne aktivnosti. Ja, meni se tudi zdi, no, predvsem, mislim, kar je neke možnosti za izobrazbo, za tehnično izobrazbo, ne, kdor bi rad že zgodaj začel, ne, se mi zdi, da so ponavadi to otroci, ki se sami spravijo, se pravi neki samorastniki, no, in te so res, te kakšne stvari vejo, pa še jaz moram kaj pogledati, kdaj, ne, tako, te res znajo presenetiti, no, ampak ja, nekako to, kar sem že rekel, paše v vizijo 404, ne, bi radi, da tudi tisti, ki niso toliko zagreti, ne, da saj imajo možnost, imajo orodja, da boljše razumejo to. No. Tako, kot če bi rekel, da želimo, da vsi dosti dobro slovensko govorimo, da se lahko sporazumevamo. No. Enako je nekako pri tehnologiji, nekako učenje jezika, razmišljanja. Tako. Ja, vse tisto, ko si prej omenjal o delovanju spletnih strani, to bi še jaz rabila kakšen Ja. tutorial. No, super. Zdaj bi šla pa še malo na ta druga vprašanja, ki so malo bolj povezana s tem poročilom, ki ga ponavadi omenjam tudi v pogovorih. Torej, Slovenija je letos pred Združenimi narodi predstavlja poročilo o ciljih trajnostnega razvoja, v katerem je v bistvu šla čez vsak cilj in malo pogledala, kako nam gre, izpostavila kakšne stvari, ki nam grejo dobro, ki nam grejo slabo, pa te bom mogoče ene par, ki so bile izpostavljene, vprašala, kakšno je tvoje mnenje. Torej, v tem poročilu je bila izpostavljena problematika nizkih sredstev za raziskovalce v Sloveniji, kar mislim, da ni skrivnost, vsaj jaz sem že ene parkrat to slišala v novicah in pač javnih debatah. Sicer naj bi bil
predlog zakona, ki bi to izboljšal, ampak kakšen je tvoj pogled na vlogo pa priložnosti raziskovalcev v Sloveniji? Zdaj tukaj iz stališča Zavoda 404 težko veliko povem, no? Tudi v razvojnih projektih nisem trenutno toliko aktiven, ampak kar se tiče raziskovanja znanstvenega dela, mi tukaj nismo, trenutno smo bolj aktivni na področju izobraževanja in ponujamo možnosti študentom. Ampak iz fakultete, recimo, jaz imam izkušnje, no, da že tekom študija, recimo zadnje letnike, smo imeli veliko predmetov, ki so nas hoteli seznaniti z samim potekom raziskovalnega dela. Tako da, se pravi, mi, ki smo že prišli nekje do magistrskega študija, da imamo možnost videti, kako to poteka, in tukaj se mi zdi, da so bile nekako priložnosti, če te nekaj zanima, si lahko sam zastaviš projekt, nek seminar in to narediš. Je pa tako, no, da profesor vem, da mi je rekel, no, da ko je on študiral, ne, pa je bil mladi raziskovalec iz industrije, no, kar je nek nižji status, ne vem, očitno kle, ampak da je že to bilo takrat wow, ne. Danes pa se mi zdi, da veliko študentov vidi pač rente so visoke, no, hrana tudi ni zastonj, ne, tako da potem gledamo bolj v smeri industrije, ne, kar je škoda, ker industrija dobro teče predvsem zaradi raziskav, ne, industrija naša temelji na novih odkritjih, no. Tako da, tako nekako vidim, no, kakor da to so ene korenine, ne, se pravi, raziskave so korenina tukaj, ne, naše tehnološke družbe, in če to ne gojiš, ne, pol počasi odmira, no, oziroma ostanejo samo tisti, ki so res zagreti in grejo v to, no. Tukaj je pač še en aspekt, ne samo problematika sredstev, ne, ampak tudi založniške hiše, ne, ki najbrž ti je poznano, no. Tako. Mislim, tukaj je tudi to, no, da založniki nekako, bi rekel, določajo tempo, ne, kateri članki se bojo objavili, kateri ne, in če te kot raziskovalca ne objavijo, ne, to težko od tega živiš, ne. Tako da na koncu je skoraj tako, da moraš ta prave stvari pisati, pa ta prave stvari raziskovati, pa zanimiv mora biti, ne. Zdaj, če bi neki osnovne resnice preveril, tudi ne bo šlo, ne. Tako da v znanosti in raziskavah se mi zdi, da je ta problem globlji kot samo financiranje, no. Sem pa slišal prav v okviru tega poročila, da naj bi Slovenija za leto 2020 namenila dejansko višje število sredstev, kot je bilo v prejšnjih letih, no. Tako da mogoče se premikamo v ta pravo smer. Bomo videli. Ja. To si zelo dobro izpostavil, kako temeljno je to in kako je pomembno za pač ne samo veliko sektorjev v naši družbi, ampak tudi nekako temeljno za družbo, ne, da se... Ja. Kam pa tebe vleče? Kam mene v bistvu vleče dosti v trajnostni razvoj, no, se pravi, nekako se hočem zelo široko ukvarjati z problematiko trajnostnega razvoja, kako to omogočiti, no. Tudi kako mi lahko ljudje na Zemlji bivamo v ravnotežju z naravo, ne, pa da ne bomo zdaj šli v srednji vek nazaj, ne, ker to je malo brez veze, no. Ampak ja, načeloma se vidim nekako v tehnološki sferi, no, nekje na meji med znanostjo in tehnologijo, no. Ne strogo tehnološko, tako da rad še raziskujem kakšne stvari, ampak kot sem rekel, no, nekako vidim, da če si financiran zgolj iz svojih raziskav, ne, nimaš toliko neke svobode, da bi lahko raziskoval in napisal točno tisto, kar ti želiš, ne. Predvsem zato, ker denar diktira tukaj tempo. Tako da odprtokodni projekti in delimo informacije so moj stil, no. Okej, ja, zanimive stvari izpostavljaš, ker zagotovo ne pomisliš takoj na prvo žogo, ne, da... Ja, to so skrite zadeve, ne. Ni samo raziskovanje tistega, kar si želiš. Zdaj sem te pa še eno drugo stvar želela vprašati, tudi iz poročila, ki se mogoče dosti navezuje na zavod. Torej,
izpostavljeno je bilo, da Slovenija nazaduje tudi pri uporabi interneta, integraciji digitalnih tehnologij in razvijanju človeškega kapitala, kar si ti tudi pol zastavil vprašanje, ne, če je to v industriji ali v izobraževanju. Nisem videla tega opredeljenega, tako da če se bi mogoče opredelil kar iz obeh zornih kotov na tem področju. Pa mogoče kakšen je tvoj pogled mladih v tem kontekstu, se ti tudi zdi, da nazadujejo pri uporabi interneta in tako? Zdaj, kar se tiče industrije, se mi zdi, da je povpraševanje, ampak se mi zdi pa, da je tudi nekaj teh podjetij, ki delajo predvsem za čez mejo, se pravi, ne razvijajo projektov toliko v Sloveniji, ampak čez mejo se bolj čuti ta Silicon Valley entuziazem, tako nekako, tako da tukaj v industriji nimam toliko izkušenj še, bi jih rad pridobil, ker si me prej vprašala o viziji, me tudi zanima kakšno sodelovanje z industrijo, da vidim, kako tam stvari delujejo, kaj se dogaja, ker če nisi blizu, pol težko, pol lahko samo špekuliraš, pa nič drugega. Kar se tiče izobraževanja, se je pa tudi zdaj med karanteno se je pokazalo, da v osnovnih šolah ni toliko nekega tega računalniškega znanja, kot bi ga človek potreboval danes. Tudi, ko je bilo treba vzpostaviti neko to učenje nadaljavo, smo mi malo probali priskočiti na pomoč, kdor je rabil. Vem, da sem tudi osebno kakšnim dijakom pomagal, če so rabili. Ampak je tako, da kar se iz svoje izkušnje spomnim, tudi pouk informatike, v srednji šoli, v osnovni, bi lahko veliko več ponudil, pa veliko bolj relevantna znanja, kot smo jih dobili. To je ena stvar, da mogoče ni kadra, a pa ni še primerno usposobljeno, in tukaj tudi se vidimo nekako, da bi lahko pomagali pri premiku naprej, pri znanju digitalnih tehnologij. Torej, zagotovo bi lahko šli na višji nivo. Lahko bi, ja, predvsem bi, tako, kot sem rekel, za vse eno splošno znanje, tistim pa, ki želijo, ki so samorastniki, da se jim pomaga, da rastejo, da jim ponudiš tudi napredno znanje. Ne moreš zdaj vse moriti z najbolj napredno matematiko, pa s čimerkoli, če jih ne zanima. Se mi zdi, da bi bili taki ljudje potem bolj koristni družbi na kakšnih drugih področjih. Tako, dostikrat tukaj, ko govoriva o naprednih znanjih, tehnologije in tako, se mi zdi, da so ljudje, ki jih to zanima, ki jim to v redu delati, tisti, ko pa ne, so pa definitivno na drugih področjih lahko zelo koristni. Ja, ne more biti vsak za vse, ampak nekaj splošnega pa zgleda, da bo to nek predpogoj za funkcioniranje. Pa če bomo sami tehnologi, lahko tudi pozabimo na umetnost, tako da to je tudi en aspekt družbe, ki ga jaz ne bi razgovoril. Ja, zagotovo. Potem je pa še v tem poročilu ponavadi pri vsakem cilju mladim dana priložnost, da izpostavijo problematiko na tem področju, kaj bi radi videli, da bi se spremenili. In v okviru tega 9. cilja so izpostavili, da bi bilo potrebno odpirati več možnosti za zaposlitve na fakultetah in inštitutih, kjer bi lahko uporabljali pa izpopolnjevali znanje, ki so ga pridobili med študijem. Zdaj, glede na to, da si tudi ti dosti v teh vodah in preko svojega študija in zavoda, kaj misliš, da so, kakšne spremembe bi se mogle zgoditi, da bi se mogoče naredili koraki naprej na tem področju, da bi bilo več možnosti pa priložnosti za mlade, da postanejo aktivni, izgleda kot pač preko zaposlitev na fakultetah in inštitutih? Zdaj, kar se tiče teh priložnosti, po mojih izkušnjah nekaj teh priložnosti je. Obstaja tudi ta po kreativni poti do praktičnega znanja, ki je vsakoletni projekt, financiran, mislim, da iz evropskih sredstev. Tukaj nisem čisto prepričan, ampak jaz sem se tekom študija enemu takemu pridružil, in
se mi zdi, za same iniciativne študente se vedno najde kaj za delati. No, recimo na fakulteti smo imeli tudi možnost, da si pomagal izobraževati bruce, recimo, ne, na laboratorijskih vajah, komu nekaj delali, pa da ni sam asistent švicev tam, kar se mi je zdelo dost fajn priložnost. No. Je pa tako, no, prav za raziskave, pa delo na inštitutih, ne, kar gledam oglase za delo, so ponovadi to minimalci. No. Tudi nekako, če kot študent vidiš, da lahko v industriji ali pa v neki privatni firmi več zaslužiš, ne, pa boš raje šel tja. No. Ne zato, ker bi šel rad za denarjem, no. Pri študentih, vsaj jaz nisem tak, da rinem za denarjem, ne, ampak če moraš sam plačati recimo stanovanje pa hrano in neke osnovne potrebščine, potem hočeš tako gledati, da ne boš zadnji evro na koncu šparal. Ne. Tako da tukaj bi bilo zelo zanimivo, ne, če bi, to je sam malo tako brainstormam zdaj, ne, če bi se omogočili, da so nekako osnovne dobrine poskrbljene za vsakega, ne, in da nisi ti zdaj zaskrbljen, če bom pa vzel to delo, bom pa rabil zdaj na koncu za kruh šparati. Ne. To si noben ne želi. Ne. To, kar sem že prej omenil zgodbo mojega profesorja, ne. Včasih, če si bil mladi raziskovalec, ne, je bilo to wow, ne, tudi je bilo mikavno. Ne. Danes se mi zdi, da večini študentov to ni več toliko mikavno. No, pa ne samo zato, ker je doktorski študij zahteven, ne, je to kar osebna predanost potrebna, ne. Ampak tudi zaradi tega, ker pol vidiš pismo pri 25 pa že lahko kaj drugega iščem, ne, mogoče v tem smislu, ne, da ne živiš na tako beraški palci skozi. Ne. Ja, seveda, še posebej, če si visoko izobražen. Ja, predvsem to, no, da na koncu v bistvu vidiš, da toliko dela, ne, ti ni ponudil spet toliko več priložnosti. Ne. A to si razmišljal o univerzalnem temeljnem dohodku, ki si prej govoril o možnostih, ali ti je samo kapnala pamet? Zdaj, trenutno mi je sam kapnil, ja, univerzalni temeljni dohodek mi je znan, no, kot ena rešitev. No. Mislim, a Skandinavci to že testirajo v nekih skupnostih. To v bistvu ne vem še, kako bi se išlo, no. Tukaj ne znam povedati mnenja svojega. Mi je seveda zanimiva ideja, no. Sam bi me zanimalo kdaj pogledati, kako se to ekonomsko izide. No. Ampak ja, včasih je tudi zanimivo, ko govorimo o teh, ki so na sociali, recimo, ne. Če sem se kdaj s kakšnemu pogovarjal, se mi zdi, da jim ni bilo glih zabavno. Ne. Se pravi, tako kot ponovadi je argument to, da pa bomo pa vsi lenarili na kavču, ne, in nič se nav delali. Ne. Ampak kar jaz poznam ljudi, so kar delovni, no. Ni tako, da bi radi lenarili, no. Ampak vsak človek mora dobiti priložnost, da se najde, no. Da ve, kaj bi rad delal, oziroma da ima priložnost raziskovati. No. Tako da to bi bilo definitivno fajn, če bi tudi na fakultetah profesorji bolj zgodaj mogoče začeli kakšne študente povabiti k delu, ne, ali tekom predavanj, ali kakorkoli, no. Da niso samo te najbolj zagnani, no, ki jim je to, teh je po moje res malo na faksu, ne, ponovadi prideš pa študentsko življenje, dajmo začeti, ne. Ampak ja, da tudi te, ki so prišli kakor samo malo povohati, ne, da imajo priložnost tudi kaj več pogledati, no, da ne bo samo za najbolj zagnane ostali. Ja. Preden greva še na zadnje vprašanje, sem te hotela samo še vprašati, kjer, rekel si en program po kreativni poti do praktičnega znanja? Ja, PKP. Okay. To je bolj znano zdaj, ne? Ja. Okay. No, ok, super. Zdaj sva že skoraj pri koncu, ampak bi te še prosila za zaključek, če deliš kakšne nasvete z nami, če gledajo kakšni mladi, mogoče to, ki bi ali študirajo podobno kot ti, ali jih pa zanima to področje in bi radi postali aktivni. Kakšni bi tvoji nasveti, kje naj začnejo in mogoče v okviru vašega zavoda, če bi jih zanimali, ali pa tudi bolj na splošno? Ja, zdaj za te, ki vstopajo, no, se mi zdi, da je najbolj nekako, da probaš čim več različnih stvari, no, saj to je moja izkušnja, no, če
če ne probaš, ne veš, ne. Tako da lahko se pridružijo Zavodu 404, seveda, no. Ampak obstaja tudi, jaz poznam Rogue Lab, recimo, je tudi ena taka neka platforma, ki je neka delavnica tam v Ljubljanci in lahko tudi prideš pa ustvarjaš, no. Tako da tudi na Zavodu 404 želimo ponuditi to priložnost, da kogar zanima, ne, kdor bi šel rad po tej poti, ja pa saj probal. Je tudi dosti takih, ki pridejo, probajo, pa vejo, da to mogoče ni za njih. In to se mi zdi super, mislim, dobro zapravljen čas, no. Če s časoma iščeš stvari, pa ugotavljaš, kaj ni zate, mogoče se prej usmeriš v smer, ki pa ti bo zadišala, no. Tako da mogoče, če bi zaključil, bi rekel, da ne bi toliko iskal stvari, kaj me zanima, ne, ampak kaj te ne zanima, je dosti dobro začeti, no. To je dosti dober začetek. Ja, pol je samo težko, če ugotoviš, da te zelo veliko stvari zanima. To definitivno, saj zato začneš najprej izločevati, ne, ker če bi začel naštevati, kaj te zanima, si sam izgubljen, ne. Ja. Je pa res, da loviš kolektiv dober, ne. To je nekaj, kar je mene tudi tule na Zavodu 4 zamikalo, no, tako, da ni samo delo, ne, ampak tudi ljudje, kjer so dobri ljudje, tam ostaneš, no, kjer ti ustrezajo. No, super, tako da si omenil vaš zavod in pa še tega drugega Rogue Lab, tako da... Pa še par jih je, ampak zdaj iz glave se jih ne spomnim, žal. No, hvala, ker si vzel čas in Ja, si me bil veselim. pri tem z nami. Moram priznati, jaz sem bila na začetku kar malo nervozna, ker nisem ekspert na tem področju, ampak si zelo dobro poljudno razložil. Tako da hvala ti, zdaj razen, če imaš še kakšne zadnje besede za naše poslušalce. Ja, jaz res upam, no, da kdorkoli posluša, no, lepo, da vas to zanima, ne. Kar se tiče trajnostnega razvoja, no, moje stališče je, ne, da v bistvu nam lahko edino skupaj uspe, no, da nekako se moramo zdaj naučiti sodelovati, a ne. Smo v takem času, no, in žal so nas v šoli učili, da je pomembno tekmovati, ne, ampak z sodelovanjem se definitivno veliko dlje pride, no. Je pa težje, no, kakor pa samo enega spotikati. Malo dlje traja, najbrž. Ja. Potrpljenje rabiš. Irine, hvala in pa vsem pa tebi tudi lep večer. Enako. Živjo. Adijo.